da nič ne naredimo. Ne? To je največja napaka. Prva pomoč, predvsem pa oživljanje, se je precej spreminjalo v zadnjih letih. In nekdo, ki se je naučil prve pomoči oživljanja pred 20 leti, se je učil precej drugače, kot pa to učimo zdaj. To še posebej velja za laike, se pravi ne strokovno populacijo, ki ima omejeno znanje. Prva težava pri njih je, da se to znanje pozabi. In če je minilo precej let od tega njihovega izobraževanja, je to precej omejeno. Druga stvar pa je, v teh letih se pač tudi pri recimo oživljanju uporabljajo nove tehnike in pa predvsem recimo AED, ki ga še pred 10 leti praktično ni bilo nikjer. Danes je pa najbolj optimalno, da se uporabi skoraj v vseh primerih oživljanja. In to je eno znanje, ki ga pač učimo šele zadnja leta in dejansko bi vsi, ki niso opravljali tega tečaja v zadnjih parih letih, se lahko marsikaj naučili na teh novih tečajih. Znanja o prvi pomoči nimam nikoli dovolj. Vedno, ko pridemo na kakšne kraje nesreče, vedno je nesreča druge razsežnosti in znanja je vedno premalo. V vsakem primeru je dobro, da pristopiš pa pomagaš, ker dejansko nisi nič naredil s tem slabega, ampak si samo naredil dobrega za bilo kakšne nesreča se je zgodila. Pomagal si in si naredil vsaj delček tistega, kaj bi mogel narediti. Zato, ker se mi je zdelo, da sem sebe zelo nesigurna, kar se tiče postopkov oživljanja ob srčnem zastoju, ker sem v tej situaciji že bila, ki se je, hvala Bogu, dobro končala, ne da bi morala jaz karkoli jim, pomagati, ampak zdaj se mi je zdelo, da nisem sigurna v sebi in mi je bila to fantastična priložnost, sploh pa zaradi defibrilatorja. Če pride do tega, če je defibrilator v bližini, vem, kaj moram narediti, pa vem, da me ne bo zgrabila panika. Se mi zdi, da je to znanje, ki bi ga bilo potrebno res obnavljati, na enih 5 let. Sploh ta tečaj mi je bil dober v tem smislu, zato ker smo lahko vsi vadili, kolikor smo želeli in zato ker sprobaš, kot ni samo tista teorija. Seveda moraš poznati teorijo, ampak sama teorija ni nič. To si lahko prebereš danes na internetu in vse in ta praktični del, pa to, da je predavateljica zelo dobro počasi govorila, mislim, ne da ni bila strokovna, ampak govorila je v strokovnem jeziku, ki smo ga razumeli. Meni se zdi to fantastično. V Avtomoto zvezi Slovenije smo zelo zadovoljni in ponosni, da smo lahko s pomočjo 22 avtomoto društev izpeljali vse slovensko nacionalno akcijo obnovitvenega tečaja prve pomoči. Še posebej smo zadovoljni, ker nam je to uspelo tudi v krajih, ki so odmaknjeni od ustanov zdravstvene pomoči. Hkrati pa ne moremo spregledati, kako velika udeležba je bila na teh akcijah. Na ta način smo vsi skupaj dosegli tudi to, da smo v tistih kritičnih trenutkih, ko je znanje prve pomoči še posebej pomembno, vsi skupaj nekoliko bolj varni na cesti.